zbirka Petra Krisperja obsega več kot 300 radijskih sprejemnikov. Za razstavo pa smo pripravili izbor iz te celote. Predstavljamo 10 podjetij, proizvajalcev radijskih sprejemnikov, ki so v tej zbirki najbolj zastopani. In iz vsakega tega podjetja je 5 radijskih sprejemnikov. Gospod Krisper se je v začetku svojega zbiranja ukvarjal predvsem z starejšimi vrstami radijskih sprejemnikov, ki delujejo še na podlagi elektronk. Potem pa, ko so leta minevala, je bilo teh radijskih sprejemnikov vedno manj in pojavila se je polprevodiška tehnologija. In bom rekel, na stara leta je potem popustil in zbral tudi nekaj radijskih sprejemnikov bolj sodobne proizvodne. In na razstavi smo prikazali ene in druge, spodaj v omarah so starejši, ki so zaradi tehnologije tudi precej težji, na vrhu so pa novejši radijski sprejemniki. Vsako podjetje, ki je tukaj na razstavi, smo tudi malce poiskali njihovo zgodovino, tako da lahko vidimo, kako so se ta podjetja razvijala. Nekatera delujejo še vedno, nekaterih ni več, ampak tudi tista, ki še delujejo, danes delajo nekaj drugega, ker takšnih klasičnih radijskih sprejemnikov se zdaj pravzaprav proizvaja zelo malo, ker je računalniška tehnologija pravzaprav prevladala. Zbirka Petra Krisperja, ki jo je Tehniškemu muzeju podaril njegov nečak Aleksander Bouvier, ki je tule na sliki, obsega približno 300 radijskih sprejemnikov, ki so bili vsi narejeni v obdobju po drugi svetovni vojni in na širšem področju Srednje Evrope. Poleg bogastva eksponatov, ki jo predstavljajo radijski sprejemniki, ima ta zbirka še za naš muzej eno dodatno vrednost. Namreč gospod Peter Krisper, ki ga vidimo tukaj na sliki in kasneje v starejših letih, je bil rojen v Ljubljani. Njegova družina je živela v hiši, ki jo Ljubljančani še vedno poznajo pod imenom Krisperjeva hiša, kjer so stanovali in imeli tudi svoje podjetje. V tej hiši je eno leto živel tudi znani skladatelj Gustav Mahler in še danes je pred to hišo njegov doprsni kip. No, po drugi svetovni vojni so se morali umakniti iz Jugoslavije in so živeli v Celovcu. Drugače pa je bila družina Krisper zelo povezana tudi z drugo ljubljansko družino Gale. Ti pa so bili tudi lastniki gradu Bistra, v katerem je Tehniški muzej, in Peter Krisper je v svoji mladosti kar veliko časa preživel v teh prostorih in tako je zdaj njegova zbirka nekako zaokrožila pot in se zopet vrnila v Bistro. Ko končate ogled razstave, se lahko v naši dnevni sobi na tem udobnem fotelu usedete in poslušate zvoke znanih radijskih oddaj, ki so se vrtele v časih, ko so bili takšni radiji, ki so tu na razstavi, skoraj v vsakem slovenskem domu. Ob koncu vas še enkrat povabim na ogled razstave Glas preteklosti v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.